Dobrodošli v novi epizodi Vroča tema. Dobrodošli v prostoru, kjer se vsakdanje skrbi umaknejo neskončnosti. Danes imam izjemno čas, da z vami delim poldrugo uro v družbi človeka, ki že več kot četrt stoletja slovenskim poslušalcem in poslušalkam in opazovalcem prav tako približuje nepredstavljivo prostranstvo vesolja. Z nami je profesor fizike, strasten opazovalec neba, nedavni prejemnik najuglednejšega priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti za leto 2025, profesor Boris Kam. Govorili bomo o človeku, ki zna najkompleksnejše koncepte astrofizike pojasniti s pomočjo, recimo, preprostega dežnika, krompirja ali celo peščice mivke. Z nami je strokovnjak, ki je z inovativnimi pristopi dokazal, da lahko zvezde celo, verjeli ali ne, otipamo. In ki nas nenehno opominja, naj bomo ob pogledu na nočno nebo veseli, a hkrati skromni. Profesor Kam, dobrodošli v našem studiu in hvala, ker boste danes naš vodnik po zvezdnih poteh. Hvala za povabilo, dober dan vsem poslušalcem oziroma vsi, ki bojo to gledali. Trenutek vesolja, če lahko rečemo. Rekli ste dober dan, kaj imate raje, dober dan ali dober večer? Zdaj ste me speljali oboje, namreč podnevi je sonce in če je jasno, rad človek pogleda v sonce, ker sonce ni mrtvo telo, je aktivno, polno ima teh svojih izbruhov, ki jim rečemo pege, in vsak dan, če ga pogledaš, je drugačno njegovo lice. Ta trenutek, ko ga pogledaš, gledaš 8 minut v preteklost, in tam se nekaj dogaja. Zato ne morem reči, da je samo dan, ali pa samo noč. Tudi recimo danes, ko je razvoj astronomskih pripomočkov tako napredoval, da imamo posebne teleskope, kjer lahko ne samo te pege na zaslonu, kakor amaterija ali s filtri pogledamo, lahko pogledate s temi aparaturami tudi protuberance, izbruhe, jezike, bi lahko rekel, ki se pojavijo. In te izbruhe na soncu opazimo le drugače ob sončnem mrku. Zdaj se je pa tehnologija tako razvila, da lahko vsak, ki se za to zanima, kupi za dobrih 1500 evrov dober poseben teleskop in to opazuje. Zato so dnevi zanimivi. Noč ima pa svojo moč, kako rečemo. Ampak srečanje v miru in tihoti v naravi pod nočnim nebom je nekaj posebnega. Doživiš lepoto, harmonijo. Seveda, zdaj včasih ti to preprečijo seveda oblaki, ampak le z dobro voljo, da greš in pogledaš in se uležeš in pogledaš samo recimo proti Rimski cesti, kjer se biseri, neštetih biserov v različnih barvah lesketajo pred vami. Pa ni potrebno za to, da imate recimo teleskop, pa ne vem kaj. Dovolj je naše oči, da prosto gledamo, ali pa navaden daljnogled 10x50 in gremo po Rimski cesti gor in dol. Tukaj jo imamo zdaj ravno kar, ne? Zdaj, če pogledamo tole Rimsko cesto in jo analiziramo, predstavljajte si, da je ta Rimska cesta, tukaj smo mi doma. To je pomembno pri tem, da vemo, da smo mi tukaj doma in da je Rimska cesta ena izmed teh galaksij, s katero mi potujemo. Morate si predstavljati ovalno krožnik, ki pa ni ta krožnik, pa ni narejen, bi rekel, iz kompakten, ampak je iz neštetih kamenčkov. Kamenčki niso pravilni, ker te kamenčki so zvezde. Rekel sem prele, če pogledate v to Rimsko cesto, to je samo en primer,
boste videli zelo svetle zvezde, bisere, in ko vi v tem ovalnem disku smo mi približno na 2/3 od središča galaksije in se na tem disku, ki se vrti, kakor če bi vzel recimo tole in zavrtel, gibljemo okrog središča galaksije s hitrostjo 260 km/s, kar pomeni, da naredimo okrog jedra galaksije v 1 minuti 14 000 približno kilometrov. Da ne govorimo o tem, koliko naredimo v 1 uri. Naredimo približno 870 000 kilometrov v 1 uri in tako naprej. Tudi zdaj, ko sediva, dejansko se gibamo zelo hitro. Ja, to, kar ste zdaj rekel, da sediva, ja. No, morda bi komentiral, rekel sem, z 220 km hitimo okrog jedra galaksije, kar pomeni, če bi zdaj tazga avtomobila nimamo, super, ne, drugače bi nas gospodje policaji ustavili, ampak če se malo zamislim, sem premišljal, to bi pomenilo, da bi v 1 sekundi bili iz Ptuja v Kranjski Gori. Super. Ja, super, seveda, ampak ko smo že to omenili, da se mi dva gibljava v tem studiu, moramo povedati, da tudi naša galaksija, ta disk, poznate vsi frisbee, ne, da frisbee leti in leti tudi naša galaksija po vesolju, ne, in to s 500 km/s. Pa ne smemo, če smo že govorili o tem študiju, kako se gibljamo, pozabiti, da se gibljamo tudi okrog gospoda Sonca, ko smo začeli z njim. Vezani smo njem in hitimo okrog s 30 km/s. 30 km/s, to se pravi, da bi zdaj, recimo, se usedel v Ljubljani v avto, pa s tako hitrostjo šel, recimo, proti Medvodam ali pa Mednem, in to bi bil v 1 sekundi tja in nazaj. To si človek težko predstavlja. A ne? In zdaj, seveda, še nekaj moramo povedati, naša galaksija, ne, ta, ki je tule, ali pa če boste poleti zdaj, ko gremo na morje, se ozremo, gledamo v nebo, moramo vedeti, da je to okrog 400 milijard zvezd, ampak različnih svetlih. In kdor bo malo pobrskal po kakšnem zvezdni karti, recimo taki vrtljivi zvezdni karti, ki jo imamo tule, ali pa na internetu, ne, imate tudi slike, ne, najdete, boste lahko poiskali v zvezdje Laboda, Orla in seveda Škorpijona. Ampak hotel sem povedati še to, da te biseri, ki so v tej naši galaksiji, lahko imajo tudi okrog sebe kakšen planet. A ne? In to so eksoplaneti, rečemo. Pa še nekaj morda, ko boste tako zrli po tej rimski cesti, boste videli temne predele. A ne? In tako naprej bi lahko raziskovali. Važno je pa, po mojem, da se ozremo in razmišljamo o dimenziji vesolja, kje smo in kam gremo. Včasih se nam zdi, ko to opazujemo, da je to neki kaos, kako je to urejeno, ampak vesolje je smotrno urejeno. Ko se že vprašali za noč, ne, in noč ima svojo moč, ko včasih tudi gledamo, recimo Jupiter, Venero in tako, ki so postavljeni v ravno črto. Ja, imamo tudi primer, ne, konstelacije, ko so se poravnali te 3 planeti. Pred kratkim smo imeli. Seveda obstajajo tudi številni grafi, no tukaj so zdaj ti grafi, to je tale fotografija. Ja. Ne, zdaj, izbral sem to fotografijo predvsem zaradi tega, ker je bilo zdaj v zadnjem, koncem maja pa v juniju, smo lahko pozvali tele planete Jupiter, Venero in Merkurja, ki so bili
skoraj v ravni vrsti, ampak izbral sem zato, ker če si pogledal v roku 14 dni, da se je njihovo razmerje spreminjalo. Pomeni, ni bilo potrebno, da imaš ti daljnogled. S prostim očesom si lahko opazil, da se je recimo proti Jupitru premaknila Venera ali pa Merkur. Če zdaj pogledamo grafe za to, zdaj pa pogledaj, če pozorno medsebojni koti med Jupitrom in Venero. Kaj to poljudno pomenijo te modre in pa rdeče pike, da te nam pojasni, prosim? Tamle ni, To je kot med dvema, enostavno si lahko to predstavljate, da sta to dva objekta v vesolju in zdaj vi pogledate proti njima. In lahko pogledate in vidite, če bi potegnili premici, da takole, pa do vas, imate en tak trikotik in lahko kot med njima zmerimo. In tukaj sem želel predvsem poudariti s tem grafom, kako se je kot med, v tem primeru Jupitra in Venere, približeval drug drugemu. Če pozorno pogledate, je lepo tako krivuljo dobimo, kakor parabolo. Merkur se pa Jupitru približeval nekoliko z drugom dinamiko. Imate skoraj premico, če bi prej. Zavedati se morate, zakaj tako rad ali pa zelo večkrat opazujemo tele grafe. Še en graf, če bi pogledali, recimo kot nad obzorjem, nekega objekta. Ob 9 zvečer, je to. Razmeram v istem času, to. Ampak to lahko vsak gre opaz. Hočem povedati, da se vidi tukaj neka urejenost, neka smotrna urejenost. Za vsak planet se drugače giblje. In to se mi zdi to dinamiko začutiti. To je tista globina vesolja. Zdaj, kako pogost je ta pojav, konkretno Merkurja, Venere, Jupitra in pa seveda tudi Lune zraven? Vsak let lahko je različno. To je odvisno. En let se oddaljujeta, približujeta. Ko ste to omenili pred leti, je bila atraktivno, ko smo gledali Jupitra pa Saturna, kako se približujeta. In to je tisto zdaj šele čez 20 let podoben, in takrat sta prišla čist blizu navidezno. Moramo povedati, jasno pa je, da je Merkur čisto blizu Sonca in Jupiter je pa daleč stran. Gre za navidezno, črto, Navidezno gibanje, ampak kljub temu vidite, da je neka dinamika, ne bojo trčeni, ne bojo, jaz se v šali večkrat rečem, da se bojo pogovarjali, v oddaji sem rekel, Jupiter, rad bi pa tukaj povedal Galilejevo misel, veliko knjigo narave lahko berejo le tisti, ki poznajo jezik, v katerem je bila napisana, in to je jezik matematike. Torej, tole lahko s tem hočem nekako ponazoriti, ker kdor je spreten, lahko za te krivulje napiše tudi enačbo, funkcijo, ki se temu prilagaja. Glejte, filozofija, še nekaj bi, James, angleški kozmolog, je tudi napisal, zdi se, da je vesolje načrtoval čisti matematik. In še malo širša misel Galileja, filozofija narave je napisana v tej ogromni knjigi, samim pravim vesolju, nenehno odprti pred našimi očmi, se pravi v univerzumu. Vendar je ne moremo razumeti, če nismo najprej spoznali jezika, v katerem je napisana. Tudi tuje, če gremo v tujo deželo, moramo poznati jezik, da lažje dojamemo ali pa sej kulturo.
Napisana je v matematičnem jeziku. Njena znamenja so trikotniki, krogi in drugi geometrični liki, brez katerih je nemogoče, da bi človek v njej karkoli razumel brez njih. Zaman blodimo v temačnem labirintu. Gospod profesor, zdaj pa greva k vašim začetkom. Ne? Omenili ste matematiko, ki vam lahko pojasnjuje in lažje razumete to vrstne pojave. Kakšni so bili vaši začetki? Sprva ste želeli postati profesor srednješolske matematike. Popeljite nas v te vaše začetke, tega spoznavanja jezika. Ja, moja pot se je začela leta 1969, ko sem se vpisal na fakulteto za matematiko in fiziko, smer matematika s fiziko. Moja osnovna ideja je bila postati matematik v srednji šoli, učitelj in tako naprej. No, in v tem času smo imeli tudi predavanje, ker je bilo matematika s fiziko, profesorja dr. Franja Dominka o astrofiziki, pa predvsem tudi geometrijski astronomiji, no te osnove, zato da bi potem, če bomo učili, se malo vedeli. No in seveda mlade študente je profesor Dominko navduševal, da gremo v planetarij, ki je takrat so ga preselili iz Prirodoslovnega muzeja na univerzo v Ljubljani, gor na vrha. In rekel, zdaj pa dajte, bi predavali, pa malo zaslužite. To je bilo vse v okviru Tehničnega muzeja Slovenije. No, in tako se je začela moja prva stik s tem vesoljem. Profesor Dominko nam je tam tudi s profesorjem Marjanom Prosedom, ki je bil diplomiran astronom, upeljal, kako naj predavamo. Mi smo se pol sami mal, to je bilo zame takrat nekaj čist novega. Počasi sem začel lest v to astronomijo. Tukaj je treba povedati še nekaj. Profesor Dominko nas je vabil, pa pridite na astronomsko sekcijo Prirodoslovnega društva, No, drugače ni bilo nobenega društva v Sloveniji takrat, to se pravi 70. leta, 69. No, in seveda nadobudni, pa tudi, da se malo prikupiš profesorju, se veste, kako je, smo šli, kaj Dominko, tudi tam imel kakšno predavanje in tam smo pa srečali slovenskega amaterskega astronoma, ki bi lahko rekli, je prve korake naredil, pa profesor Pavel Kunaver. In me je pa navdušil predvsem njegovo, ko bi rekel, strastno, žlahtno pripovedovanje o soncu. On ga je vsak dan opazoval. In to vrsto let. Vam je povedal, zakaj? Kdaj? Zato, ker je bil dinamičen, ker je se spreminjal. On je to sledil. Pa cel ciklus, sonce ima ciklus 11 let, ima velik pek ali zelo aktivno rečemo, pa spet pade. In profesor Kunaver je to sledil in je celo dobil nagrado Ciriškega observatorija, tam okrog leta 50-60, zato, ker je tako sistematično opazoval, ker je to se on sistematično opazoval na zaslonu in je pošiljal tja. No in z tega planetarija, začeli smo pri planetariju, pa bom pol nadaljeval, kako sem zlezel v astronomijo. Pri planetariju je treba povedati, pred parimi leti, 2 let nazaj, sem ga šel obiskat tam, tega, ki je bil in je žal zdaj zaprt. Govorite o planetariju, ki ga ni več. Ni več, ja. Planetarij ga ni več in sicer rečeno je bilo, da spodnja
splodna, ko se reče temu, tla več niso prenesla. No, to je profesor Kunaver, kjer je doma takole opazoval sonce. No, gremo še korak naprej, prosim. No, to je planetarij. To je zdaj planetarij, ki smo ga šli pogledat pred parimi leti, da bi napisali nekako to romantičnost v tem planetariju. Danes je tam opuščen, zato ker so tla ne prenesejo več in tako naprej. Žalostno pa je, da to, ki bi rad poudaril. To je v stavbi? Univerzi, tam na Kongresnem trgu, v nadstropju od zgoraj je. To je bivša pravna fakulteta. Ja, bivša pravna fakulteta. Gor na podstrehi je bilo. Mi, tam mladi, smo bili navdušeni, da tam tole se vrti. To je klasičen Cajzov planetarij. No, pač in ni bilo dobre volje, kakorkoli rečemo temu, da bi si en sodoben planetarij v Ljubljani kot središču imela. Koliko časa je deloval planetarij? Ja, neke podatke imam, pa me zanima. Zdaj se pa točno ne spomnim, kdaj so ga ukinili. Ja, tukaj piše, sem rekel, moram preveriti, da je deloval med letoma 1969 in zaprli so ga 1989. Ja, leta. Tudi to se navajalo potem kasneje po medijih, ravno zaradi vašega opažanja in pa da pogrešate planetarij. Lahko še pojasnite razliko med opazovalnico recimo na Golovcu in pa planetarijem, da ne bomo mešali teh dveh pojmov. Planetarij je načelno, ta osnovna ideja planetarija je, da vam pod eno kupolo, tale kupola je bila 10-metrska, 10 metrov imela premjera, ti na kupolo ta aparatura, ki jo tule vidite, projicira na nebo ozvezdja. Ozvezdja, ki se vidijo iz naših krajev, ker ti lahko planetarijev naravnaš na pomembno zemljepisno širino ali ne. Recimo drugače, če greš recimo, da bi bil v Kairu, je nebo drugačno. Ravno tako na severu. In s to aparaturo, ki jo tukaj tudi vidite, smo lahko prikazali, kako je na severu vidijo, če bi bili, in smo lahko tudi razložili, zakaj je polarna noč, pa polarni dan, ker si tudi geometrijske kroge lahko klele gor projiciral. Torej, planetarij, osnovna ideja planetarija je, da ti ne glede na dež, na nebo pokaže zvezdnato nebo, pa tudi kako se navidezno vrti in s tem se spoznavaš z nebesom. Je pa nekaj res, že takrat smo mi, pa Rimsko cesto, recimo, pa planete, zdaj, če komentiram tele črne palčke, ki so, to smo vsak mesec naravnali, da je bilo točen tisti planet, ki je bil viden, Zdaj je seveda, danes je to digitalno, to je seveda razvoj šel naprej. To je logično, ampak zanimiv se mi zdi, da v Sloveniji, v Ljubljani nimamo planetarija sodobnega, bila so poskusi, to je še Dr. Gombočeva smo jo organizirali, smo šli v Padovo, cel avtobus gledati en sodoben planetarij. Mislim, imate Andrejo Gomboč, ja, gospod doktor. Astrofizičarko, ki predava na Novogoriški univerzi. Tako, ja. Smo šli pogledati sodoben planetarij, ki je bil v bistvu eni bivši klavnici, mislim, so priredili krasen, pa na reki ga imajo, v Zagrebu ga imajo, v bližini, Celovec, Trst, mi tukaj pač nimamo,
Ampak to vaše druženje tam, to ni bil predmet, ne? To ni bil, Ne. To je bilo ljubiteljsko takrat. Ja, ne? pa da smo mečkan študentčki dobili dinarčkov. Ja. V kakšnem smislu? Kako dinarčke? Ne, je seveda ne, zdaj honorar po domače povedano, šole ali pa, ki so organizirale, so tehničnemu muzeju pač vstopnino, ne, tako pol pa nam je tehnični muzej daroval ali pa mi ne daroval, pač dal določen, zdaj se jaz niti ne spomnim, koliko smo dobili, ampak pač toliko, da smo imeli za svoje nujne potrebe. Kje je danes ta naprava? Ta je še zmeraj tam gor. A je? Tam gor je bilo, elektrike več niso, mi iz dobre volje na univerzi, ki sem šel to gledati, dovolili, da smo potegnili podaljšek tam iz bližnje dvorane in smo poleg ga še enkrat zakurbili. Je kupola zgoraj se lahko tudi odpira? Ne, ni. Ne, to ne. To ne. Da ste me pa ujeli mal, ne, mislim, ne ujeli, ampak spomnili, pred par leti smo bili v Montseku, nad Barcelono, v tistih Dolomitih oziroma v tistih hribih, približno 110 kilometrov stran, je bil kongres o svetlobnem onesnaženju. To morda bi tudi bilo treba povedati, da danes je svetlobno onesnaženje veliko in bomo mogoče pol malo več povedali. Ampak smo šli v Montsec, tam so bila predavanja o tem in seveda smo imeli tudi izlet. Tam v bližini imajo pa tudi ljudsko zvezdarno, bi rekel. In imajo pač teleskope za šole in planetarij. Ampak mi smo šli v ta planetarij, so nam pokazali nebo za tisti dan in potem, ko je bilo konec vraja, se je pa odprla streha in so nam v živo gor pokazali še tisti, to tak primer sem prvič videl, da so, recimo, predstavljali se nam tole kupolo in da se potem odpre in pogledate, to, ki tle seveda ni mogoče, ampak tam je pa bilo, in je bilo res enkratno, sem si mislil, kako bi, moram pa povedati, ker ste vi prej omenili vprašanje glede razlike med Golovcem in tem, to morava, Golovec je pač mesto, kjer imajo teleskope in tako naprej in s katerim se opazuje zvezdnato nebo direkt, ne bi rekel, brez umetnosti teh aparatur. To je bistvena razlika. Mene je fascinirala ena zadeva pri vas. Več kot 25 let ste na Radiu Ognjišče, imate svojo oddajo. Samo z glasom opisujete ozvezdja, planete, pojave. To je zelo fascinantno ob tem, ko živimo v obdobju digitalnih platform, interneta, ki nas lahko seveda popelje marsikam, tudi recimo astronomi, astrofiziki danes iz svoje pisarne lahko gledajo, kaj se dogaja na teleskopu James Webb ali pa še kaj drugega. Kako to, da vas tako radi poslušajo, tako radovedno toliko časa, več kot četrt stoletja? Zdaj je, morda bom te prvo takole odgovoril. Ko smo leta 2001 je bil lunin mrk in sem jaz dijaki bil na blokah, in smo se takrat prvič v Radio Ognjišče vključili. Zjutraj je bil in direktor iz terena, in vsi smo bili navdušeni, barve in tako. Dobro, pa dijaki. In potem se je meni priletel ideja, da bi predlagal, da bi imeli oddaje.
astronomiji. No in se potem, pa danes, zakaj mi je to šinilo v glavo, ne vem, ampak šinilo mi je v glavo zaradi dveh stvari. Prvič, ker vem, da je imel pokojni Pavel Kunaver tudi oddaje na Radio Ljubljana. Drugo pa je bilo, ko sem jaz delal diplomo za fiziko, sem napisal oddajo za srednjo radijsko šolo, ki je bila včasih na radiju. In že takrat sem v dialogu napisal, no in v glavnem. Se mi je porajala ta ideja in oni so sprejeli in smo prvo leto govorili o vsak mesec o enem znanem znanstveniku, recimo Koperniku in tako naprej. Ampak in pol se je to razvilo, ljudje so sprejeli, jaz sem pa vsak mesec malo povedal o zvezdih ali zgodbo, pa te daljave recimo bolj primerjalno, tako kot smo prej govorili o hitrostih, ne. In potem astronomija v Sloveniji se je razvila, so bili različni kolegi in smo jih povabili, ne. In vsakega sem potem, so te različni znali dost, ali pa smo jih tako vprašali, dost preprosto povedati. Poljubno, ne? Ja. Ker ste pa že to omenili, ne, da lahko doma, poseben, kadar kakšnega astrofotografa imam, ne, ali pa tudi kakšnega drugega vprašam na koncu, a ne bilo boljše, da bi mi doma ali pa za mrk, ne, sedeli pred televizorjem in imaš te čudovite slike in uživaš v galaksiji, malo kakšen pijačo popiješ, če si starejši pivo, pa kokice, pa gledaš, zakaj ne, pa so večinoma odgovori, nekaj drugega, če ti v naravi doživiš. Ravno tako, če greš ti v hribe. Čudovite slike lahko naredijo, pa jih gledaš po internetu. Ampak če ti sam doživiš, je pa čisto nekaj drugega. Ne? Rekli ste, največji naravni laboratorij. In to je res. A ne? To je res najbolj, ko bi rekel, osnovan, a ne, in veliko teh ljudi, ki grejo opazovati, ne, tudi brez teleskopa se dejansko lahko pomiriš. Ne. Jaz imam enega, lahko eno izkušnjo povem, en kolega, ki smo se srečali, slučajno smo se sprijateljila, in je imel raka, ali pa je bil v takem težkem trenutku, da ne, in sem prišel, sva šla skupaj malo opaziti, je rekel, veš, Boris, tukaj me malo poživi, malo dobim druge občutek z naravo in tako naprej, malo lažji človek potem živi tisto vsakdanje življenje. Tako je ravno tako, zakaj hodimo v hribe. Ne? Zakaj igramo nogomet? Mislim, če ni boljš gledati, ne. Dajte nam še malce povedati, vemo, to o minljivosti našega življenja, ne, in pa o tem času, ki je potreben, da se nekaj opazi na nebu, ne. Eno primerjavo ste dali o vojni v Sisku, ki je bil oblegan oziroma takrat osvobojen, ne. 432 let se omenja ta zgodba, dajte mi malce pomagati, no, o vojni, ki je trajala. Zanimive primerjave ste dajali, koliko časa nekaj traja, ne, lahko preden je opazno na nebu, oziroma kdaj se je neka zvezda pojavila, ko se je nekaj že dogajalo na Zemlji. Ja, zanimivo vprašanje, ja. Zdaj bova pa, ja, to so dost zmeram brškaš, ne, ja, po potem, da bi o tem govoril, no, pa začniva
vsi zelo radi pogledamo proti severnici. Ne? In če pogledate proti severnici, gledate 432 let v preteklosti, svetlobnih let rečemo. Toliko časa svetloba potuje proti nam. Ne? Zdaj pa treba še to povedati, ne? Da je hitrost svetlobe 300,000 km na sekundo. Ne? Kar pomeni velike hitrosti, ki je človek sploh ne more doseči. No in če ostaneva pri severnici, ki jo vsi prav radi gledamo, ali pa rečemo, je tudi polarna zvezda, ker pa še to bi morda povedal, kdor pozorno gleda, bo videl, da je severnica vedno na nebu, gospod veliki voz, veliki medved, se pa okrog vrti pa mali. No, ampak povejmo, da je svetloba, ki jo gledamo na severnici, odšla od tam približno leta 1593. No, in to pa je bila bitka pri Sisku. Tako, ne? No, da samo za primerjavo povejmo, sonce zdaj je vroče pri nas. Ne? Severnica je pa za 2100-krat močnejši izsev ima kot naše sonce. Da se pa vi predstavljate, da bi bili v bližini severnice. Ne? No, potem ste rekli, da naj malo pogledamo, pa poglejmo, na primer, v Orionu, v Velikem vozu najdete eno galaksijo, ki se da videti tudi s takim daljnogledom, ki ga imamo tukaj, je pa oddaljena 11 milijonov svetlobnih let. Se vi to zdaj lahko predstavljamo, ne? In ta galaksija, ki jo, kadar gremo mi na teren, zelo radi pokažemo, nekaj kot ena cigara, gre pa po vesolju z hitrostjo 280 km na sekundo. Ne? Tako da so to stvari, ki so res hitre, ne? In to pomeni, da bi bili mi v eni sekundi iz Ptuja v Portorožu, kar z avtom veste, da ne govoriva o zastojih, prosim, bi porabili 3 ure, če bi bili prav pridni. Ne? Ja, želimo si tega danes verjetno. Ja, zdaj, ko ste že spet še morda še nekaj. Se radi kdaj pošalite takole med seboj, kolegi, glede na te fizikalne hitrosti in pa obstajajo kakšni štosi, anekdote, primerjave realnega življenja s tistim, kar dejansko obstaja na nebu? To pa trenutno ne. Ne. Ja. Glede na zastoje, recimo, nekaj ste omenili, kako hitro. Samo svetloba pa ne zastane. Ampak svetloba ima pa eno drugo težavo, včasih niti ne težavo, no. Te astronomi, astrofiziki, ne, ki gledajo oddaljene galaksije, ne, in opazujejo svetlobo, ki prihaja od neke galaksije, ne, poznajo pojem tiskolečenje. Kaj se dogaja? Svetloba se v bližini velike mase ukrivi. Ne gre premočrtno, ne, ampak naredi uvinek. Ne, da si vi morate predstavljati, takole je recimo črna luknja, ne, ali pa velika masa in zdaj svetloba mogla je tako, ampak je približ pa mečken takole gre za uvink. Ta uvink mu je mihem preveč, ampak tako ne. Temu rečemo geometrijsko lečenje, gravitacijsko lečenje.
To so fotografije sicer vašega sina, ne? Ja. Ki je tudi verjetno malce podedoval tole radovednost po vas. Ne? Ja, zdaj, če pogledava, tukaj ne vidite Triglav, ne, to je bilo slikano, smo bili enkrat na Voglu, v decembru, so bili prijazni žičničarji, da smo lahko teleskope gor spravili. No, in on se ukvarja s fotografijo, takole nočno, ker jaz sem bolj vizualc, ne, to je treba tudi razlikovati, ne, sicer. No, ampak morda je zdaj čas, da poveva, kaj so teli loki, ne. Ne, pa smo že prej videli, kako pri unmu slapu. V bistvu, če vi pogledate proti severnici, ne, boste dobili občutek, par dni, tudi če ste par ur na terenu, da vse zvezde nekako potujejo, se vse giblje okrog severnice. No in zdaj, včasih smo, ko smo mi začenjali, ne, s to astronomijo, smo fotoaparat pustili 1 uro odprt, ne, proti severnici in smo dobili tele kroge. Ne. To so sledi. Sledi zvezd, ne, to je bistveno. Ker nebesno nebo se v bistvu navidezno vrti. In v severnici je smer severnega nebesnega pola. Ne. Zdaj, če pozorno gledate, imate različne, bi rekel, debeline teh lokov. Ne. Ja. Ja. In tudi svetloba je druga. Pomen, da so tudi zvezde različno svetle, sije. Ne. Seveda, kdor se malo spozna na fotografijo, danes vemo, da to ne delamo, tele loke ne delajo na ta način, ampak imajo drug sistem. Ampak to ni bistveno, ne. Gre, ker astrofiziki, astrofotografi se pa zelo poglabljajo, kako slikati in tako naprej. Ja, zdaj enostavno v rokah imam tole priznanje, ne, Prometej znanosti za odličnost komuniciranju. Ne. Ja. Vi ste nekako znan po temu in tudi zaslugo, ne, vam gre, da znate, uvodoma sem dejal, znate zelo praktično, nazorno pokazati recimo otrokom, slušateljem, komorkoli, ne, kako dejansko funkcionirajo določeni pojavi na nebu, zakaj do njih prihaja, kdaj so dejansko najbolje opazni, vidni. To ni lahek posel, ne? V bistvu posel, naloga, da lahko nekomu, ki je neuk, ne, razložiš v parih enostavnih besedah, zakaj gre. No, sam dokaj lih tale slika, pa bom pol tole komentiral. Tole je sin, ko so šli na Triglavom, to je boloid. To s prostim očesom vidiš. To je utrink, ki je malo večji in močno zažari. Ne? Ti utrinke, ki bomo danes še omenili, utrinki niso predvidljivi v tem smislu, da veš, danes bom videl pa boloid, jutri pa ne. No in tole mu je uspel, ker to zažari močno, zato ker prašni delec prileti v zemeljsko atmosfero z dosti veliko hitrostjo in zagori. In če tako močno zagori, mu rečemo boloid. Lahko pa rečemo, ne, temu, da je imel gospod sin ali sinček, kakorkoli že, srečo, da je lih to ujel, ne, ker ni mogel načrtovati, da bo boloid ujel. Ne. A veste? To je bilo v stotinkah sekunde. Ne? Ja, seveda. Neverjetno. Ja, to je taka, to pa, no, to ne moreš ti na televiziji videti, ne, moraš v živo, ne, se ti Pardon, ja, kako lahko astrofiziki napovedujejo prihode tovrstnih pojavov ali pa trapezoidov in tako naprej, ko smo ravno že pri tej zgodbi, ne? Prihajamo v ta letni čas, ko nekako pregovorno pravijo, avgusta se je potrebno uleči na travo in zreti v nebo. To je
Glejte, lahko rečemo preprosto, danes so naravni zakonitosti vkomponirane v vesolje, v univerzum, če želite. To je bistveno. Drugi, mi, človek, že od nekdaj opazuje nebo. Ne? In ker opazujemo nebo, si zapisujemo, pridemo do nekih zakonitosti. Znamo pa povedati, ali pa če odkrijemo komet, ne? Če odkrijemo komet v nebu in ga dalj časa opazujemo, si zabeležimo, kje je bil, in pol kar hitro dobimo pred kometih, kako bo šel v orbito, ker poznamo Newtonove zakone in lahko danes na računalniku simulirate, se veste, kako bo šlo, ne? Zdaj pa vejo, utrinki so posledica prašnih delcev, ki jih pusti komet. Ne? In zdaj, če mi vemo za komet, kakšen je bil prašen del, kakšno je imel rep, ker kometi imajo lahko prašen ali pa plinski repek, ko pride v bližino Sonca, in seveda prašni delci ostanejo v vesolju. In mi vemo, kdaj bo Zemlja prišla čez ta oblak prahu, in zato lahko napovedujemo to. Ampak spet je odzadje, mi odkrivamo zakonitosti vesolja, človek ima to veselje, da odkriva različne zakonitosti, s tem, ko vemo zakonitosti, lahko napovemo, kdaj bojo prišli, a ne. Zdaj, trenutno teli perzeidi, ki bojo 12. avgusta, ne, takrat bo vrh, vemo, da jih bomo lahko dobro opazovali, ker je Luna v mlaju. Greva že zdaj v veselo igre ali jih prišparava malce za konec oddaje? Ja, zdaj bi mogli tisle komentirati, ki ste začeli. Ja, sej zato pa počakajte do konca oddaje, ko bo seveda gospod Ham natančno povedal, kje morate se znajti, ne, oziroma kam iti, kako doživljati te pojave, ki bodo seveda kaj kmalu na voljo. Ampak ja, tole, ne, Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, to je čudovito priznanje, še posebej, kaj ti znate navdušiti tudi najmlajše, pa tudi tiste najstarejše. Predavate tako starejšim, kot tudi najmlajšim. Glejte, približno pred 30 leti je dr. Kobal začel v Ljubljani zaupal lastno ustvarjalnost in takrat me je povabil zraven in skozi vse to obdobje, 25 let, se bil tudi v komisiji za mladinsko raziskovalno dejavnost v mestu Ljubljana, da smo te raziskovalne naloge delali in pa seveda sodeloval sem tudi z kakšnimi idejami pri festivalu znanosti. In to je bilo praktično še zdaj, kakšno idejo dam ali pa pomagam, in tako se je to razvilo, ne. Ker je tudi, in tako sem pač se opazil, da poskušam znanost oziroma lepote stvarstva dopovedati ljudem, da je treba to opazovati, no. Ali kakor naj rečem, zato da bi doživeli lepoto, smotrnost, te so te stvari, ne. In pa trenutke, ne, ki so seveda morda enkratni. Ja. Ne, zdaj, ki ste vi omenili, ne, od najmlajših do to se je zgodilo, ko je bila moja ta mlajša hči v vrtcu, so me prosila, me tam prosila, takrat je še planetarij delal, da smo v planetarjih pelali, ne.
sicer samo bistvene stvari, ne, si povedal, ne zdaj vse, ampak en par v zvezdi, pa sliko recimo v zvezdi velikega voza je v zvezdi velikega medveda. In smo pol projicirali medvedka gora, ne, in pol so imeli oni občutek. Pol se je pa zgodil tam okrog leta 90 tudi recimo, da so me pa povabili en vrtec, ena učiteljica, da bi prišel v gorje, ker je bilo zimovanje, da bi nekaj pokazali v zvezdi. Sem rekel, kako bomo zdaj mi tam tem pokovcem, ne, če smem tako reči. Ne. No, ampak sem se pa dogovoril z učiteljicami, ki so bile zelo prijazne ali kakorkoli, da smo prebrali 2 zgodbi, ki se nanašajo na v zvezdi velikega medveda, a ne, pa o Orionu. In potem smo šli ven na teraso in sem jim jaz pokazal, takrat nismo imeli še laserjev, smo imeli pa usmerjene svetlobne žarke. No. In sem rekel, oni so tam noter prebrali, tam smo jim tudi pokazali, recimo tako v zvezi velikega voza. Teorija, potem pa praksa. Pa praksa. No in odločil sem se, da smo samo pokazali samo par stvari, pa Jupiter, ne, ki je bil gor. Ne. Pa smo imeli en teleskop, so pogledali in tako naprej. To je bilo recimo dobre pol ure, 3/4, ne, toliko, da jih ni zebel. No, ampak zanimivo je bilo pol, ko so prišli iz tega taborenja, so mi dali eno brošuro, en tak zvezek, kjer so otroci narisali, ne. Te učiteljice so rekli, kaj smo zvečer delali, ne. In so narisali recimo par zvezd, narisali pa medvedka na nebu, ne. In mu je ostalo v spominu, ne. To hočem povedati, ne. To je bistveno. Ali pa recimo, ne, ja, ne. No, potem recimo zdajle je zelo zanimiv, ki imajo koliščarski tabor, ne, v Dragi. In tam pač imajo ta tabor in sicer za otroke do 10 let, ne. In zmeraj nas povabijo, če pridemo in tudi pokažemo kakšno stvar, ne. Je pa zanimivo, da nekateri učenci oziroma te mehni, ne, glejte, tam je, pa znajo pokazati, ne, tako da je, ne, vse ta zanimanje. Moramo pa povedati, ne, da v osnovni šoli je zdaj izbirni predmet astronomija, ne, mi smemo tem, je velik napredek, tudi tistega, ki smo mi imeli, ne, ali pa. Pol pa je tudi v srednji šoli so razni krožki pa tako, ampak je tudi izdelan učni načrt za izbirni predmet astronomije. To je pa treba povedati. Jaz sem sodeloval zraven, a ne, sem bil povabljen, sem pač malo sodeloval pri tem, ki je in v Sloveniji se je edino na Vegovi, ne, na tej rektorju izvaja ta predmet kot izbirni predmet. Ne, to drugače ga pa ni. In zanimanje, morda veste? Ja, vem, ja. Tam od 15 do 20 dijakov je včasih manj, ne, včasih več. Se tudi zgodi, da jih je samo 8, ne, ampak je. Ne. Ampak že nekako v človeštvu samem je, ne, ta pogled v nebo prisoten. Vemo, že vse starodavne kulture so beležile na takšen ali drugačen način, ali s kamenjem, ali pa zapisi dogajanja na nebu. Ne? In to se je prenašalo potem iz generacije v generacijo vse do danes, ne? S to moderno tehnologijo, ki pa nam omogoča marsikaj
drugačnega, tudi novega, ne, izvemo. Pa tudi Slovenci, ne, tole bi rad samo dodal, ne, da tudi slovenski pečat imamo med zvezdami, ne, Egzoplaneta, Istok in Irena, recimo, ne, tudi to je zanimiva zgodba, ne, da tudi Slovenci smo opazili nekaj, kar drugi niso. Zdaj, sreča ali znanje, kako je to naključje v tej galaksiji, ne? Zdaj je treba tukaj povedati vsej dve stvari, kar jaz vem, ne, preden pridemo na tole v Herkulu, ne. Prvič, mi imamo zabeleženo v vesolju ali pa na nebu še eno ime in to je Jurij Vega. Jurij Vega ima krater na Luni, po njem imenovan. Druga stvar, druga zanimivost je, da so na observatoriju Črni vrh nad Idrijo, kjer so fantje, no ne fantje, je gospod Matičič odkril komet, ki se po njem imenuje. To je treba vedeti, ne. Da ne bo, mislim, tudi to je, ne, da obstoja, ne. Ja, zdaj, če... Smo ravno pri slovenskih zgodbah, ne. Ja, če že govoriva, sem hotel to komentirati, no, tegale Herkula. No, ko ste že pokazali knjigo Jožefa Štefana, pa bi človek vprašal se, kva pa ima gospod Štefan z vesoljem. Vesoljem, ja. Glejte, že smo danes govorili o Soncu, da ima veliko maso, ne, Sonce je za 33 mas Zemlje, ne, če bi tehtnico naredili, ne, na eni strani da Sonce, na drugo 333 Zemelj. No, ampak Jurij Vega, Štefan je pa pomemben za eno drugo stvar. Namreč, on je prvi, ki je ocenil temperaturo na površju Sonca. Ne? In ob tem, to je 5500 približno, ne, je Štefan to ocenil, kajti on je bil obstoja zakon o toplotnem sevanju, kjer je toplotni tok oziroma tok, gostota toka odvisna od temperature na četrto. No, in če to enačbo napišete, imate prvo eno konstanto, pa temperatura na četrto, ne. Ampak pomembno je pa to, da se ta konstanta imenuje po Štefanu. Jožef Štefan je edini Slovenc, ki ima konstanto v svetovnem merilu in tega zakona ne moreš brez njegove konstante, ki se po njem imenuje, izpeljati, zračunati in tako naprej. In to je zdaj pomembno za naše slovenske razmere. Zdaj se pa lotimo, seveda... Herkula, ne, sva pozabila še zdaj. Ne, pardon, ja, sem mislil, da želite do Herkula. Ne, ker sva imela Matičiča, pa to, ne, zdaj pa Herkul, ne. Herkul, ja. Herkul, to je pomladansko zvezdje, ki pa, zdaj moramo to vedeti, ne, v letu stoletnice astronomije, ne, so pač leta 19 je bil razpis v astronomske zveze, da si lahko država izbere oziroma, če želi imenovati eksoplanet, no, in nam so dodelili takrat ta znameniti WASP-38, ne, strokoven izraz, da naj poimenujemo ta eksoplanet. Zdaj je treba povedati, ne, kaj pomeni eksoplanet, to se pravi, to so planeti, ki so v drugih, doma pri drugih zvezdah, ne. In teh vsak jih je tisoče, no.
In to je bila stoletnica te organizacije, no, in v Sloveniji je bil razpis, kako bi poimenoval, in po te razpisu je strokovna komisija, ki je se jo imela, so potem izbrali ime za planet Iztok, za matično zvezdo pa ime Irena. Seveda to takoj nas spominja na Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem, a ne? In to je zdaj ostalo in to ga zdaj lahko ljudje vemo, da imamo to svoje delček v vesolju. Zdaj morda je pametno povedati, da je Iztok, torej ta planet, ekstraplanet, ima približno 3, manj kot 3 mase Jupitra in da je temperatura na površju 1400 stopinj. Da sama zvezda pa je, okoli katere potuje, Irena, je oddaljena 1580 svetlobnih let, to se pravi, da sem malo, no, ampak 446 svetlobnih let daleč je, torej svetloba je v tem odpotovala približno leta 1580. No. Ja, 17. stoletje. Ja, 16. stoletje. Daleč, ja. Ko smo ravno še pri zanimivostih, dajte nas še popeljati v knjižnico v Ljubljani, frančiškansko knjižnico, ki je imela tudi v zgodovini tudi nekaj sreče, da so reševali njeno vsebino zaradi požara. Vemo, selila se je knjižnica, ne? Danes je tam pri frančiškanski cerkvi, kjer hranijo eno redkih kopij izvoda knjige Kopernikusa. Ja, to je zdaj pa zanimiva zgodba, ki sega v leto 2009, ko je bilo leto astronomije, in takrat se je porodila ideja, da sem bil avtor 2 razstav, in sicer ena je imela naslov Nikolaj Kopernik na Slovenskem v Nuku. Pa se pogovorimo najprej o tem. Kajti, odkrita je bila v Nuku po dolgem času knjiga Nikolaja Kopernika Kroženje nebesnih sfer. Druga izdaja iz leta 1566. Ne? In to je bilo takrat objavljeno enkrat prej, ko je doktor Južnič odkril jo in napisal, in je bilo to v Delu ali kje, in smo potem predlagali. In smo naredili to razstavo, ki je bila ne samo jasno, da je bila osnovna ta knjiga, no, vedel pa sem že odprej, da je v samostanski knjižnici v Ljubljani tudi ta knjiga. Ne? Kopernikova knjiga, druga izdaja, če bi jo zdaj lahko pogledali. Ja, imamo tudi pripravljeno, par fotografij smo dobili, tega izvoda. Original seveda, ne? Ja, original. In tukaj bi rad povedal, da je pri tej razstavi smo potem seveda še par drugih astronomskih knjig ob tistem obdobju, ki je bilo recimo Perlaha, in izpostavili smo potem tudi pisma Augustina Herrsteina. No. Ja. Ampak zdaj ostanimo pri kroženju nebesnih sfer. Danes jo to knjigo lahko vidite pri urejeni knjižnici frančiškanih na Tromostovju,
ki je na vpogled v vitrini. Je pa zanimivost ob tem, da smo to knjigo predstavili tudi na Celovški gimnaziji za Slovence, gimnaziji v Celovcu. Dogovoril sem se tam z doktor, ki fiziko tam uči, no in on je bil za to in smo celotno razstavo kaj predstavili, plakate na njega, drugega pa ne, no, ampak ko smo to knjigo tja prinesli, so oni naredili eno vitrino za tisto popoldne, da so lahko dijaki videli, ne. In so vsi dijaki šli in s takim spoštovanjem, da človeka kar pretrese. Zdaj, zakaj je to pomembno, da to sploh omenjamo, da imamo te dve knjigi? Kajti, zavedati se moramo, doktor Južnič je takrat napisal, da je okrog 2000 ali pa 1000 knjig originalne izdaje. Mi na Slovenskem imamo 2 izdaji, in sicer to pomeni, da ni bilo v tem predelu, ker zdaj mi živimo zatohlosti v znanosti. Se pravi, vedeli smo, kaj se dogaja. In so bili nekateri ljudje, ki so skrili, jaz ne vem kako, ampak te 2 knjigi, ker prvotno je bila tista, ki je v vnuku pri jezuitih, ne, kolegiju. In so jo študirali. In zato bi mogli biti ponosni, da imamo tako dragocenost. A ne? Še to, jaz sem letos učil astronomijo oziroma imam predavanje za univerze za 3. življenjske obdobje v Grosuplju in sem jih peljal tja, ne. In so nam, ker smo bili krožek, dovolili, da so mehen polistali in kakšen doživetje je to bilo, da so videli to knjigo v živo, ne. To je zelo pomemben in zato se moramo tega zavedati, da je to veliko bogastvo, ki nam pove, da naša znanost je kar napreduje. No. To zgodbo morda poznate, anekdoto o profesorju Ovenu Gringeriču, uglednem astrofiziku in zgodovinarju, ki je delal popis knjig Kopernikusa, pa je predavatelj, zgodovinar znanosti iz ameriške univerze Harvard in je nekako spregledal, izpustil, da imamo Slovenci kar 2 njegovi knjigi, tako kot zanimivost. No, to sem zasledil. No, sicer pa nam pojasnite, lepo prosim, zakaj je tako zelo pomemben Nikolaj Kopernikus. Ja. Ko smo ravno pri tem poljudnem razlaganju, ne, kaj je definiral in ugotovil. Zdaj si morate vi predstavljati, da nek Poljak, ki je bil gre in naštudira to iz preteklosti, a ne, mislim, iz preteklosti, hočem reči, on je v Bologni, Kopernik je v Bologni študiral in se je seznanil z vso literaturo, čeprav on je bil usmerjen drugače, naj bi imel pravo, ne kanonsko pravo, ampak on se je temu posvetil, vse prebral tudi arabske in je že zaslutil, da mora biti nekaj. Ampak pomembno je to, da je on spoznal, da če bo to izdal, da bo kritika mogočna, kajti Slovenija, mi smo glavni v vesolju, vse se vrti okrog nas in zdaj pride nek uradnik in reče, ja, Zemlja je samo en delček, ena frnikula, ki vrti, ki gre okrog Sonca. Nismo mi več v središču. In to je pomen tudi v sociološkem pomenu do družbe sprememba. Ne? Nismo več ta glavni. In
to je bilo, on je 25 let ni objavil. Ne, tako da Revež je na smrtni postelji dobil izvod. Ne. Ja. Ne. On je napisal, v tej ureditvi najdemo torej občudovanja vrednost somernost sveta in trdno harmonično povezavo med gibanjem in velikostjo sfer, kakršne je na drugi način nemogoče odkriti. Ne. Heliocentrum, ne? Ja. In ne, seveda, moramo še nekaj vedeti. Ne. Teorije, ki so bile prej, ne, seveda so potem, ki so to opazovali, se da tudi z Ptolemejevo metodo epiciklona, kako se gibljajo planeti. Ne. In so se sami podatki kar ujemali, ne, in zato je malo, ko bi rekel, mu malo grdo besedo upam, cvikov, ne, da bi to izdal. Ne. Te prvi je izdal kot en tak priročnik. Ne. Da se vse vrti okoli Sonca, Ja. ne? Ta heliocentrični Šele pol je dokaz. Kepler, ne. Kepler, ki je svoje zakone to spoznal, da se giblje po elipsah in tako naprej, v bistvu utrdil njegovo misel. No. Greva malce, ste prinesli s seboj kar precej robe, če smem tako po domače reči, od zvezdnih atlasov do raznih zvezdnih kart, šablon. Ampak, če začneva najprej pri tem vašem znamenitem daljnogledu, ki ga tudi radi pokažete, kaj vse se da z njim opaziti in opazovati, pa seveda tudi obvezno morava omeniti tudi zaščito, kaj ti govorila bova o opazovanju sonca in pa sončnih mrkov. Tako da to je ta vaš znameniti daljnogled. Zdaj, kaj dejansko lahko in kaj se lahko opazi s pomočjo tega in koliko bolje recimo lahko kaj vidimo? Ne? Ja, precej, ne. Recimo, s tem daljnogledom, če boste vi pogledali proti severnici, boste videli, da je še ena zvezdica zraven, da je dvojna zvezda. Potem, če boste to usmerili, to lahko vidite v znamenito Andromino galaksijo kot packo, ker namreč Andromino galaksijo v M31, skoro vsakem učbeniku je, boste vi pogledali 2.200.000 svetlobnih let v preteklost, to je takrat, ko se je svetloba odpotovala, o tem se je pri nas porajalo življenje. Ne. No, ampak s tem daljnogledom je pa krasno, vidite to razpotegnjeno, tako kot je naša galaksija, ne, vidite v bistvu oval, ne, s takim daljnogledom. Potem lahko vi dosti, če ste pozorni, lahko opazite v Herkulu eno znamenito M13 zvezdno kopico, kot eno packo, ne, to zvezdno kopico Gručo, ki so zvezde zbite skupaj, ne, in boste pogledali recimo 25.000 svetlobnih let v preteklost, v tej Gruči je pa okrog 500.000 zvezd. Ne. Te stvari so zanimive, no, ker so to lahko vidite, ne, da ne govorimo o tem, da posebno, no, prejle, če lahko mečkan gremo naprej. No, recimo tole so slike, takole je risal Pavel Kunaver sonce, ne. Ampak vi lahko s takim daljnogledom opazujete tudi sonce, vendar, in boste opazili pege, ampak brez filtrov pa ne bo šlo. To gre gor. Ne? Ja, to gre tako gor in to je pomembno in vi lahko sonček pogledate, nekateri... To ni aluminijasta folija, ne? Ne, to je posebna folija, ki imamo pa tudi... Da ne bo pomote, ja. Za opazovanje recimo sončnega mrka, to kupite takole folijo, originalno, ne, posebno folijo,
ki se pa tudi pri nas dobi, če pogledate na revijo Spika, pa boste videli, ne. Zato zdaj to omenjamo, seveda s tem daljnogledom lahko tudi projicirate sonce na zaslona, ne, tako da se to da, ne, marsikaj s tem opazovati, a ne. Imamo pripravljeno en grafični prikaz, kako nastajajo sončni mrki, pa če zdaj odpotujeva skozi to zgodbo, ne, Ja, prav, ja. kaj ti prihaja tudi to obdobje, ko bo zelo zanimivo na Takole. našem nebu in pa tudi kje drugje, ne. Profesor, zdaj pa beseda je seveda znova vaša. Kaj dejansko se dogaja in kje na Zemlji nekako moramo biti, da dejansko vidimo različne faze vsega tega, ne? Zdaj, najbolj pomemben je, da so teli igralci, Sonce, Luna in Zemlja, bomo rekli, na isti premici. Matematik bi rekel, da bi mogli biti kolinearni. To je prva stvar. Druga stvar, ki je pomembna, je ta, da je Luna, seveda, to je že potem, ko je narisano, opazite, da je Luna v tem primeru v mlaju, a ne? In zakrije Sonce. Tukaj je pa zdaj zelo pomembno, če pogledate tole, ki piše senca. Luna in Sonce sta v različnih razdaljah, ampak kot, ki ga ustvarta, je pa enak. Približno pol stopinje, pod pol stopinje mi vidimo Sonce in pod pol stopinje vidimo Luno. Ampak samo zato, ker je Luna blizu, približno 400 tisoč kilometrov, ne, od nas, Sonce je pa 150 milijonov kilometrov stran. In če vi narišete trikotnik roba Sonca, pa roba Lune, pa greste proti Zemlji v točko, rečemo, da je to vrh trikotnika, vidite, da je enak. No in seveda zdaj zakrije Sonce in mi na Zemlji imamo noč, oziroma se stemni in mi potem vidimo, to je popolna senca. Levo pa desno pa vidite, da je močje delnega mrka, ker se samo delno vidi mrk, tako kot ga bomo mi videli 12. avgusta v Sloveniji. To je zdaj pa je pomembno nekaj drugega še. Ko opazujete mrka, ne, je pomembno vedeti, ta pas, kjer se vidi popoln mrk, je približno več ali manj okrog 200 kilometrov. Zdaj pa, če pogledate podatke... Govorimo o delnem mrku pri nas v Sloveniji zdaj, ne? Ne. Mislim, da se govorimo o tej shemi, ne? Pardon, ja. Ja, ne, pol bomo pa naprej. Ne, zdaj sem hotel sem še to, ne, zdaj, če pogledate podatke, ali pa kdo je recimo že gledal mrk, kdaj, zdaj recimo govorimo o popolnem mrku, recimo v Španiji bo največ 2 minuti, prihodnje leto bo v Egiptu 6 minut dolg, ko smo bili na Kitajskem, je bil na primer 7 minut, kar je največ lahko, a ne. Hočem povedati, različni časi so, to pa zato, ker je Luna enkrat bližje Zemlji, enkrat bolj oddaljena, ker spet ni tako lep krog, kot je tukaj. In zato se tudi dolžina mrka spreminja. Kje vse ste bili po svetu, če še malce obnoviva to vašo zgodbo? Kličejo vas, nekateri vam pravijo lovec na sončne mrke. Ja, prvi mrk, ki sem ga res videl, sicer je bilo v mladosti, ampak tak bolj resen je bil na Madžarskem. Ne? Smo šli na Madžarsko, pogledali smo, kje bo najboljša linija in smo tam opazovali.
potem je ideja pač, da sem šel v, zdaj pa prosim, pusti to, ne zato, da bi nekaj komentiral. No, potem pa sem šel v Egipt, kjer je bilo zelo zanimivo. Takrat so šli nekateri kolegi v Turčijo, nekaj se videli v Turčiji, ampak jaz sem se odločil za Egipt, zato je bil najdalj. Mislim, je bila dolžina tam najdaljša. Problem je bil tudi, nekateri so šli pa v Libijo, vendar v Libijo je bilo zelo težko priti pa takrat. No, v glavnem. Potem se mi je porodila ideja, da sem šel v Indonezijo. To je bilo zelo zanimivo, bomo pol mogoče pokomentirali. Pol je bil kolobarasti sončni mrk, ker sem pelil dijake v Španijo, ker ni mrk, ampak je si predstavljate en taka samo lok svetuje, ne. No in potem sem šel v Ameriko, dvakrat v Ameriko, 17, pa 24. Tako da zakaj je mrk, ne? Takrat se vse stemni, ne? Narava utihne, ptice, recimo na Madžarskem so nehale leteti. Vse se nekako umiri. Ko ti se vi predstavljate, danes gledate vi sonce, pa nič ne veste o mrkih potem in začne enkrat zmeraj manj sonca, pa je tema. Zapiha veter. Sledi se, za 6-7 stopinj smo zmerili. Ne? Različno sicer, ne? Tukaj je tisto, ko ti doživiš naravo. In to se zgodi v 6 minutah. Po drugi strani pa govorimo o vesolju razdalje 150 milijonov kilometrov sonce stran. Tle se pa dogaja nekaj v parih minutah. To je tisto, kar človeka in to doživljanje. Recimo, ko smo bili v Ameriki, ne, to so ljudje na tistem predelu, ko smo mi bili, prvič, ko sem že v 17, so že zjutraj prišli, pa lepo v miru čakali, kakor na neki nogometni tekmi, potem, ko je mrk, ljudje, kakor zdaj, ko je prvenstvo, ne, gol, tle pa zakričijo, ne. Isto je bilo 24, ko smo bili v Kanadi, ne, ko smo lovili mrk, ne. In tako naprej. To doživljanje, da se ti to mene zelo pritegne, ta dinamika parih minut. Ne morem, da se je neka galaksija, ki jo opazujem, je danes glih, pa jutri glih, pa 100 let bi rekel, ne. Ampak to so pa te stvari, ki so trenutne, no. Letos bo popolni sončni mrk, viden recimo v Španiji, ne? Ja. Omenjali ste Pas, ne? Ja. Kjer je seveda popoln sončni mrk najbolj intenziven, če sem uporabil pravo besedo, ne? Španija, torej, zdaj smo v času dopustov, verjetno je lahko to neka popestritev za vse Slovence in Slovenke, ki recimo se bodo nahajali tam nekje v bližini, ne? To bo kar spektakel. Ja, bo, absolutno, ne. Jaz vem za 2 agencije, ki sta organizirale prav mrk, ne, eno bo celo vodil doktor Cviter, ne. Ja. Tako da za drugo ne vem, kdo bo vodil, ne, pa bojo šli na različne konce, marsikdo se sam odpravlja v Španijo, ne, ker bo tam zanimiv. Tako da bo, ja. In če pogledate, recimo, kot zanimivost, ne, jaz sem predvideval, da bom tudi šel, in smo že maja komaj rezervirali en kemp in je bil vse zaseden, ne.
Ta astroturizem je zelo obljudena zadeva, ne? Ogromno je obiska. Morda zaradi tega, kajti morda vidimo to zadnjič, je tudi to prisotno v glavah, ne? Morda nikoli več. Ne? Gre za pojave, ki seveda niso vsakoletni tudi. Ne? Ne, seveda ne. Mislim, mrk je vsak let, ne? Ampak kam greš, ne? To je posebno doživetje, se pravi, mene bolj kot ta dinamika, pa da doživiš mrk, ne? To je. Dobili smo vaš dopis, ki ste ga označili Veselo igre. Veselo igre v juliju in avgustu. Če malce preletiva to časovnico, da si lahko ljudje, medtem ko naj jo poslušajo oziroma vas poslušajo, zabeležijo določene datume. Ne. Torej, najprej, če še enkrat se vrnemo, v noči okoli 12. avgusta, bo tako imenovani v Sloveniji delni mrk, v Španiji, ki sva jo pa ravnokar omenjala, bo pa popolni sončni mrk. Če to malce na kratko, da malce na hitreje preletiva te datume, tako da se greva te veselo igre. Torej, najbolj pomemben je, recimo za Slovenijo, da bo mrk se začel ob 20, 12 minut. Težava pri slovenskem delnem opazovanju je to, da bo le 7,5 stopinj nad obzorjem sonca. In tukaj se bo treba res potruditi. Kaj to v praksi pomeni, recimo, če lahko pokažete, recimo, se da to ponazoriti 7 stopinj nad obzorjem? Takole, recimo, takole. Pravi, ne bomo gledali tako visoko, ampak bolj nizko. Sam tukaj je zdaj pomembno ena druga stvar. Pomembno je, da imaš ti zahod, severozahod, čist. To pomeni, da nobena hiša, drevo. Najboljše je jeti, recimo, kaj se vem, na Triglav, ampak recimo nekam višji, in imate obzorje lepo čisto. Recimo, če z Ljubljane govorim, Limbarska gora, ali pa Kurešček ni v redu. Recimo, kaj se vem, tale Pohograjska grmada. Sinji vrh, recimo nad Vipavo, bi bila v redu tudi, zgodba? Ali pa recimo Nanos, in tako naprej. Vsak si, zakaj? Zato, ker to bo, smo rekli, 7 stopinj, pol bo pa šlo in na koncu, ko se bo vse končalo, bo le dobrih 2 stopinji, še manj kot 2 stopinji nad obzorjem. Kako bo pa v Španiji, recimo, za tisti, ki bodo šli v ta pas? V Barceloni bo viden? Ne? Barcelona ni. Ne bo. Tukaj bi jaz svetoval tole, kdor gre za Španijo, pa se še ni pozanimal, naj si vtipka v računalnik na internetu interaktivna karta sončnega mrka 2026 v Španiji in bo lahko dobil to linijo in kjerkoli bo pogledal, bo točen vedel, koliko bo velik mrk, dolžina mrka, ki bo najboljši. Pa tudi tam bo treba paziti, da je zahod čist. Ni tukaj ni pardona. In uporabljati to obvezno tole. Zdaj pa to pa zaščita. Kakor smo rekli, kupiti je treba v Sloveniji tole folijo in te očala, recimo revija Spika, če vtipkate, ima trgovino, pa boste dobili, naročili te očala, raven tako folijo, da si naredite sami za daljnogled, lahko tudi pobrskate po internetu, pa boste videli napotke, kako naredite zaslon. Ni šala, to gledanje? Ne, ni šala, lahko izgubiš oči. Galilej, ki je gledal sonce, je slepel na koncu. Ker tam ni bilo filtrov. Ampak tudi profesor Kunaver, ki je vedno gledal na zaslon
se tudi poškodoval oči. Je imel zmatrane očesa. Tako da pri nas boste videli delne mrk, to se pravi 84%. Mi bi pa, ker imajo pred nami tale slika, bi jo rad komentiral. Torej, predvsem dve stvari. Tukaj vidite, okrog je lepo, to jemu se reče korona, in zdaj za to opazovanje je pa za to opazovanje govorimo o popolnem mrku, Za šalo, kot za res. Za popoln mrk, lahko vidite tam na levi so te jezički, ki sem vam prej rekel, da so to taki jezički izbruhi protuberance in to lahko vidite le o popolnem mrku. Prej smo govorili, da ima zato zdaj sodobne teleskope. Za delni mrk morate imeti pa skozi očala gor, če želite, da ne boste imeli poškodb oči. To je le močna svetloba. Pri popolnem mrku je pa zelo delikatno opazovanje, zato ker je trenutek popolnega mrka, je treba filtre dol vršiti, da vidiš tole korono. Drugače nič ne vidiš. Mislim, to so... Spet igra svetlobe, ne? Ja, predlagam pa vsem, ki mislijo gledati mrk v Sloveniji, ali pa kjer, zdaj govorimo o Sloveniji, predlagam, da grejo prej si pogledati teren, ne ta zadnji dan pa razočaran, malo mora raziskati, kam bo šel že prej, da ne bo v težavah. Še nekaj, ko že govorimo o filtrih, filtre je treba kupiti tudi zato, če boste na fotoaparat dali. Tudi fotoaparat je treba takole folijo dati. Postoja posebna, kakor sem rekel, ali pa moj teleskop, ali pa slovenska revija Spika ima tudi trgovino, pa moj teleskop je posebna trgovina in tam lahko res originalno folijo za to kupite. Še nekaj ste upozorili oziroma omenili, da takrat v noči okoli 12. avgusta ali nekaj ur po omenjenem mrku bomo leteli skozi gost rep prašnih delcev kometa Swift-Tuttle, kar prinaša vsakoletni dež utrinkov, znamenite Perzeide. Ja, tako. Tako da ne bo to edini pojav, bo spektakel na nebu. Ampak, ko sem prej rekel, kakšen dan prej pejte pogledat, zato tudi utrinke boste že prej videli. Utrinki niso samo tisti, tam je maksimum, kakšen dan prej ne bo škode. To bo vrhunec utrinkov takrat. Če skočiva zdaj na datum, ostajava pri teh vaših veselo igrah, delni lunin mrk 28. avgust. To je pa nekaj, par dni kasneje. Bo pa zjutraj. In piše, kdaj ob 6. uri zjutraj bo luna ponovno izjemno nizko na obzorju, pridobila pa bo specifično opečnato, celo krvavo obarvanost. Imamo seveda na voljo tudi nekaj fotografij, tudi lune. Ta je recimo druge barve. Ko se začne mrk, takole bo delni mrk. Pa še malo naprej. To vidite, to so posebni obroči, se reče, takole, ki se začne ali pa končuje, tole vidite, pri mrku. Zdaj pa tole je bilo v Indoneziji, Tukaj bi rad komentiral, jaz sem pač eno agencijo, smo bili, gledaj, to so domačini, in domačini so pol z veseljem gledali, in mi smo rekli, izvolite, a boste pred mrkom malo pogledali z daljnogledom, so bili, pa so pogledali, pa je bila družina, on je a lahko dam še recimo hčerki, sinu, so bili zelo obzirni, neverjeten, mislim, in potem je bilo zanimivo, ker smo mi tam opazovali, redki smo bili,
je policija rekla, pa ne silt, malo krok nam naredila, pa take, prav zabavno je bilo. Zelo spoštljiv so bili, no, moram reči. Še ena fotografija obstaja, če se ne motim, v tej seriji. No, pa še ena ta je zanimiva, ne? Ja, zanimiv je, ne, ker smo mi prišli kle na ta otok Ternetif, to ni bila Bali pa to, ne. So lokalni politiki izrabili ta mrk zase, ne. Imamo tudi eno fotografijo, ker so generali gor, pa mrk, ne. Tukaj, ja. Generali, kakor človek bi rekel, oni so pripomorali, da bo mrk, mislim, grdo rečen, ne. Ampak zanimivo, naredili so cel tedenski spektakel, ne. Ja. Festival lampinjonov, potem razne projekcije, tako da znajo potržiti to zgodbo, ne. Ja, delno ja, ne, ampak v začetka, tam, ko smo mi bili, v začetka sploh se niso niti vedela, je mrk ali bo, ne, tako. No, ampak hočem reči, recimo, pri nas najbrž ni, da bi politiki se ob mrku, ne, ampak tako je. To so različni svetovi, ne. Dajte nam še malce povedati, kako je s temi barvami lun. No, ne, to je zdaj luna, ne, ko se pride do popolnega luninega mrka, se začne prvo čist črn, potem pa lahko se zgodi, da imaš takole modrikast, pa oranžen, ali pa čisto oranžen, ne. Ja. Ta 28. Naj še enkrat omenim, ne, da bo dobila specifično opečnato, celo krvavo obarvanost. To bo nekaj takega? Ja, približno, ne. Imate 4 posebna lestvica, ker si potem napišeš, ne, ampak zakaj? Bistvo stvari je v tem, ne. Človek bi mislil, ko je popoln lunin mrk, pač, ali pa tudi je črn, ne, amen. Ni res. Zakaj ne? Del svetlobe se od zemlje odbije nazaj in to se svetloba obarva zaradi ozračja, ki ga imamo. A ne? Kakšen je ozračje? Kaj je v ozračju? Če so prašni delci pred leti, ki je na Islandiji izbruhnil teli vulkani, je ta prašni del šel, ne, in zato je bil tudi barva mrka drugačna, ne. To je odvisen od stanja atmosfere, kaj je, ne, pa pod kakšnim kotom pade in tako naprej, in zato imamo različno barvo. Ja, zanimivo. Pa zlom svetlobe pride in vse te fizikalne zakonitosti. No, tukaj bi pa zdaj na kratko še izkoristil priložnost, ko sva govorila ravno o barvi ozračja, ne, oziroma o ozračju samem. Omenili ste to svetlobno onesnaženost, ne. Verjetno opazovati te zadeve, recimo v Ljubljani, ki vemo, je precej svetlo mesto, ne, vedno bolj. Kako je s tem? Ne? Pravite, čim nekam v naravo, kjer je precej temno, lahko, da vrnemo nazaj še nekatere? Ne, če bi te slike za ozadje malo pogledali, ker se nekje vidi. V redu, super. Ja, bom jaz te komentiral. Ja. Glavnem, če vas ponovimo vprašanje, no, kako je s to, kako je z svetlobno onesnaženje? Ja, bom. Glejte, svetlobno onesnaženje se pozna. Recimo, če greste vi v Ljubljani na Kurešček, ne, tam je najležje, se tam nad Ljubljano vidi takale kupola, ne, svetla, ne, in ne vidiš. Zdaj, na primer, pred leti, ko smo hodili na bloke, ne, je kolega, ki je napisal eno knjigo, je rekel, ko sem jaz začel opazovati gor, je bilo vse v redu, zdaj pa zmeraj bolj onesnaženje. Preveč je osvetljen. Mi smo bili enega decembra na Mangartskem sedlu, pa na Mangartu. A ne? In se prav vidi dol proti Planici, se je videl belkast, tak kup. A ne? In
Zakaj? Zato, ker je bilo sneg osvetljen, nočno smučanje in tako naprej. Še polna luna morda. Ne, polna luna, ne tako, da ne bilo, teh slik, da bi, v glavnem, to je zdaj tisti problem, a ne? In tudi svetlobo mi v zrak pošljemo, ne? In je to, ne moreš ti videti, ne, podrobnosti. Zato težimo, da gremo v čim višji, ne? Ampak tudi na Krederci se je že opazil. Jaz sem bil recimo, rečemo, na Vršiču opazoval, ne? In tam nad Kranjsko goro, pa to je bilo aprila, čim je bilo nizko obzorje, je katastrofa, ne? Ja, zdaj, če še malce lahko občudujemo tiste fotografije vašega sina, ne, ki so res... Tudi on lovi te momente po Sloveniji. Ja. Videli smo tisto fotografijo Aljaževega stolpa. Ne? Ja. To je bil načrtovan pohod tja gori, verjetno. Gledajo... to je ta Mlečna cesta. Ne? Lejte, pri tem, ne, poglejte navzdol, ne, tukaj le, vidite, kakšen je svetlobno onesnaženje, ne, pod križem. Ne, to je, se ni križ, pardon, ampak ne, se vidi svetlobno onesnaženje od spodaj, ne, krasen, ne. In to buta gor, ne. Ja, seveda. No. Ja, se sledijo še ostale lepe fotografije, tako da... Torej, zdaj odhajate vi v Španijo, zagotovo, ali še malce razmišljate? Načeloma zagotovo, pa zdaj ne bi tega komentiral. Ne bi. Povedal. Dobro. Sicer pa še tole mi zanima, ne, našteval sem prej nekaj slovenskih astrofizikov, ne, Tomaž Cviter, Maruša Bratrač, Andreja Gomboc, pa še jih imamo. Ne. Imamo tudi v končni fazi, če se ne motim, strokovnjaka, ki se ukvarja ravno z opazovanjem sonca v Južni Ameriki, ki ste ga, verjamem, da tudi gostili v svoji oddaji, če se malce takole zaokroživa, ne, ki vemo, vročinski valovi in vse to, ampak tudi sonce ima tukaj svojo vlogo, prav gotovo. Ne. Ja, on proučuje sonce, to je gospod Kajdič, doktor Kajdič, ki predvsem ta sončni veter, kako to vpliva, raziskuje in seveda so tlele že letele fotografije polarni si, ne, aore, ne, to so vse, to ni slikam pri nas, to je na Norveškem, ki je bil si na Norveškem marca, ne, prejšnji let, pred 2 letoma in je to slikal, ne. To je posledica sončnega vetra, ne. Delcev, ki priletijo v zemeljsko atmosfero in zažari. Pride, ampak seveda tukaj vidite, je zelen, ne, pa rdečkast. V Sloveniji so ga kolegi tudi videli, pa slikali, je pa predvsem rdeča barva prevladuje. Zato, ker smo nižji in ne pride v teh reakcij, se ne vidi, ne. Od česa je odvisna ta intenzivnost? Od sonca, od izbruha na soncu? Ja, od česa je to? To je od izbruhov na sonce. Vi imate tam na raznih forumih podatek, da je kakšen izbruh močen in da kdaj predvidevajo, da bo prišel do Slovenije in napovejo, kdaj bo prišlo do tega, polarnega sija. Takole za konec morda še kakšen nasvet za tiste, ki bodo obkrožali te datume na koledarju,
takole čisto iz prakse, nekaj nasvetov ste že podali, ampak recimo, kam bi se vi odpravili, če imate čas, recimo, ne govorim o Španiji, v Sloveniji zdaj, recimo, ne? Kam profesora Kama nesajo pete, recimo? Ja, jaz imam... Jaz bi predlagal recimo Krn. V hribih. Ja, ne. Planina kuhinja, Nanos, ne. Mislim, meni se je že zgodilo, da je bil en lunin mrk, pa v Ljubljani ni bil viden, pa tako, in da bo oblačen, sem ponoči šel na Livek iz Ljubljane. Ne, čeprav takrat ti smrt je bil tako, da so potem domači se je toliko izjasnili, da so še ga lepo videli v Tivoliju. Še morda za konec, kaj dejansko vam osebno pomeni ta pogled v nebo, še danes, po vseh teh desetletjih, po stotinah oddaj na radiju? Ja. Odgovor na to bi bil, kaj mi spoznavanje vesolja in kaj smo mi, da se nekako zlijemo, kjerkoli smo del te narave, tega narave vesolja praktično. A ne? Kaj pomeni veselje, da občuduješ lepoto, to je en stran, po drugi strani pa, ali bom to in to galaksijo videl, ne tiste, ki jih velikokrat vidimo, ne? Ampak tudi kakšno novo, pa kaj opaziš, podrobnosti, koliko daleč je to. Namreč dobro opazovanje je tedaj, kadar opazuješ recimo nek objekt dalj časa, a ne? In vidiš podrobnosti. Zanimivo je, recimo za mene, ko smo prej omenili Luno, oziroma to približevanje planetov, ne, ali pa da ti pogledaš Jupiter, ne. Jupiter je zelo dinamičen, namreč zato, ker ima te satelite in če dalj časa opazuješ, vidiš, da ti Galilejevi sateliti, to so te 4 znameniti, ki se vidijo tudi s takim daljnogledom, vidiš na teh, kako se enkrat je bližje, enkrat je dalj, lahko ujameš celo, kako ta kakšen Jupiterov satelit, neka Luna, prečka njegovo premer, ne. Vse to se da videti in ti to doživiš tam, ne. Nisi, pa pomerjate, tako kot bi človek rekel, lepo sliko, greš v galerijo, vesolje je neka galerija, ne. Posebej zanimivo je včasih, a boš videl, ne, recimo, ko smo gledali zdaj Merkurja, pa Venero, pa Jupitra, si šel na barje, pa lih takrat je prišel kakšna meglica, pa Merkurja nisi videl, Merkur vidiš samo začetka, pa na koncu, ne. Luna, ne, je zanimiva, če za drugega ne, kako so sence, ne, ki lahko tudi s tem daljnogledom opazuješ. In da vidiš, da gledaš v preteklost, iz preteklosti v sedanjost. Pomerjate lepota, smotrnost, recimo, urejenost, ne. Živimo v sedanjosti in zremo v preteklost. Tako, ja. Zanimivo, ne? Ja. Ja, hvala vam, profesor Boris Kam, za vse te res izčrpne nasvete in za vaše tole opazovanje neba. Tako da imam še zaključno misel pripravljeno, kakor je v moji navadi, ne. Tako da ja, hvala, da ste z nami raziskovali ta prostranstva vesolja. Kot je dejal slavni ameriški astronom Edwin Hubble, opremljen s svojimi 5 čuti, človek raziskuje vesolje okoli sebe in to pustolovščino imenuje znanost. Naj ta pustolovščina ostane tudi z vami. Zrite v nočno nebo, ostanite radovedni in ohranite kozmično skromnost. Ne pozabite se tudi naročiti na naš video podcast in nas spremljati na vseh družabnih omrežjih, kjer z vami delimo še več navdihujočih zgodb in ugotovitev. Srečno do prihodnjič.